Maja 2024 je Google milijonom ljudi, ki so iskali kuharske nasvete, svetoval, naj v svojo paradižnikovo omako za pico dodajo netoksično lepilo. To ni mem, niti satira. Pravi odgovor, ki ga je ustvarila umetna inteligenca, predstavljen kot absolutno dejstvo. Morda se zdi kot smešna napaka, pa ni, je nekaj hujšega, je usoden simptom mrtvega interneta. Trenutno je skoraj 50% spletnega prometa ustvarjenega s strani botov. Google se je potiho spremenil iz iskalnika v zaprto odmevno komoro, kjer umetna inteligenca trenira na umetni inteligenci. Interneta, s katerim ste odraščali, ni več. Niste več potrošnik, vi ste učni podatki, zato morate takoj prenehati uporabljati Google. Vprašanje o pici se je začelo kot nekaj nedolžnega. Zakaj se mi sir vedno sname s pice? In ni trajalo dolgo, da je internet našel vir. Podatek je bil pobran iz 11 let starega trolovskega zapisa na Redditu, ki se je nekako znašel na vrhu Googlovih metrik. In potem so se odprle zapornice. Ni trajalo dolgo, da so ljudje začeli eksperimentirati z iskanji, da bi videli, kakšne druge napake še obstajajo. In ena je predstavljala večje tveganje za javno zdravje. Nekdo je v Google vpisal, koliko kamnov naj pojem. In dobil rezultat, ki je trdil, da geologi na UC Berkeleyju priporočajo, da pojeste vsaj en majhen kamen na dan. Navedeli je geologa po imenu dr. Joseph Granger, ki je opisal, kako vključiti kamenčke v svojo vsakodnevno prehrano. Vir, zato je bil članek iz leta 2021 satirične spletne strani The Onion. Bilo je jasno, da Googlov algoritem ni bil niti približno v redu. Prvič, to niso Googlovi iskalni rezultati, ti še vedno obstajajo, ampak jih morate poiskati. Skriti so pod povzetkom rezultatov, za katere Googlov algoritem, ki ga poganja umetna inteligenca, meni, da so najbolj primerni odgovori. Obstaja pa ena težava. Pogosto niso niti približno taki. To sta dva izmed najbolj nenavadnih rezultatov, vendar so uporabniki poročali o čudnih odgovorih, ki jih je algoritem povlekel iz nenavadnih kotičkov interneta. To je pripeljalo do tega, da mnogi pravijo, da je zaradi tega Google veliko težje uporabljati. Ker umetna inteligenca ni samo v zmoti, ampak halucinira. Odtlej, ko se je umetna inteligenca pojavila v začetku 2020-ih, so podjetja hitela z avtomatizacijo, a se je ta odločitev obrnila proti njim. Poročilo iz leta 2024 je pokazalo, da je več kot 50% prometa na internetu zdaj ustvarjenega s strani umetne inteligence in avtomatiziranih botov, ki v velikem obsegu ustvarjajo, zbirajo in komunicirajo z vsebinami. To pomeni, da za vsako pravo osebo na spletu, kot ste vi, obstaja stroj, ki vidi točno isto stvar. Ne zato, da bi jo razumel, ampak da bi jo izkoristil. To ustvarja paradoks. Platforme, kot je Google, so zasnovane tako, da filtrirajo vsebino na internetu v uporabne rezultate iskanja. Toda zdaj je ta vsebina močno oblikovana s strani botov, ki jo nato analizirajo boti in nato posredujejo ljudem. Strašljivo pa je, da to ni naključje. Google je vse to sprožil marca 2024 in nihče ni opazil. Tako kot vse večje tehnološke spletne strani, tudi Google občasno posodablja svojo programsko in strojno opremo, da izboljša uporabniško izkušnjo. A nihče ni bil pripravljen na to, kako pomembna bo posodobitev iz marca 2024. Google je obljubljal boljšo izkušnjo, ki bi dala manjšo težo vsebinam nizke kakovosti in olajšala iskanje tistega, kar ste iskali. Prednostne točke, na katere naj bi se osredotočila sprememba algoritma, so bile potekle domene, množično ustvarjene strani in spletna mesta tretjih oseb, zgrajena zgolj za izboljšanje uvrstitve drugih spletnih strani v iskalnih rezultatih. To so bile taktike, ki so jih spamerji uporabljali za manipulacijo Googla že leta. Ta poteza naj bi očistila internet, ki je bil že zgrajen okoli algoritma. Ni šlo po načrtih. Čez noč so taktike, ki so jih spletna mesta uporabljala za svojo promocijo, postale še slabše kot neuporabne. Postale so dejansko škodljive. Leta visokih uvrstitev so bila izgubljena v trenutku in spletna mesta so se znašla v položaju, ko so morala začeti znova. Medtem ko je veliko od njih uporabljalo metode, ki jih je Google zdaj potisnil v ozadje, so drugi poročali, da je njihova organska samopromocija bila neupravičeno označena kot spam. Na splošno je bil vpliv uničujoč. Študije, ki spremljajo neodvisna nišna spletna mesta, so pokazale, da jih je več kot 80% izgubilo svoj promet med decembrom 2023 in avgustom 2024. To je močno prizadelo strani z ocenami izdelkov, ki jih preizkusijo ljudje, kot je Housefresh, ki je poročal, da je izgubil 91% svojega prometa iz Googla.
Za številne manjše strani je bilo to digitalni ekvivalent prihoda Walmarta v mesto, ki postavi ogromen reklamni pano neposredno pred pročelje lokalne trgovine z orodjem. Prvotna trgovina je še vedno tam, vendar je nihče ne bo več našel. Toda ta poteza ni niti dosegla tega, kar je Google želel. Ljudje mislijo hitro, a računalniki mislijo še hitreje. Ko je bila posodobitev uvedena, so vodilna marketinška podjetja že prešla na tako imenovani parazitski SEO. Večina spletnih strani, ki so zaradi Googlove posodobitve izgubile svoj obisk, so bile majhne, neodvisne strani, ki so si skozi leta same gradile moč svoje domene. Nasprotno pa parazitski SEO izkorišča zaupanja vredne platforme, kot so Medium, LinkedIn in Reddit, da doseže višje uvrstitve, ne da bi si za to dejansko prizadeval. In Google ne loči vedno med dobrimi in slabimi vsebinami. Pomembna je le uvrstitev, zato so podjetja začela preplavljati te platforme z največjo možno količino vsebin. In če mislite, da je to pomenilo velike zaslužke za pisce, premislite še enkrat. Saj je bilo to eno prvih področij, kjer se je pisanje, ki ga ustvarja umetna inteligenca, zares uveljavilo. Velike korporacije so začele zasipavati spletna mesta s šablonskimi besedili, ki so jih lahko ustvarile v nekaj minutah. Ni bilo treba, da so dobra, ni bilo treba, da so izvirna. Potrebno je bilo le, da je bilo objavljeno na pravem mestu. Boti so pridobivali na več načinov hkrati. Eden največjih problemov, s katerimi se danes soočajo spletne strani, je tako imenovana kraja iskalnega prometa. Mreže botov ciljajo na potekla imena domen, za katera menijo, da so visoko vredna in imajo visok ugled. Prevzamejo nadzor in napolnijo spletno stran s čim več članki, ki jih ustvari umetna inteligenca, ter jo tako izstrelijo na vrh lestvic. Te domene so pogosto zgrajene okoli glavnega tekmeca kupca, pri čemer uporabijo rahle različice njihovega imena in jih nato napolnijo z vsebino, ki podpira konkurenco. Morda se ne sliši etično in mnogi se sprašujejo, ali je to sploh zakonito. Vendar deluje. In imamo dokaze od tipa, ki je to naredil najbolje. Leta 2023 je bila vsebina ustvarjena z umetno inteligenco še v zgodnjih fazah, vendar so bili SEO strokovnjaki med prvimi, ki so jo začeli uporabljati. Eden izmed njih, Jake Ward, je želel videti, kako daleč lahko gre. Rezultati so bili osupljivi. Uporabil je umetno inteligenco, da je izvozil zemljevid strani konkurenta in nato vsako njihovo URL povezavo spremenil v ločen naslov članka. Umetno inteligenco je zaposlil pri ustvarjanju 1800 člankov na podlagi vsakega od teh naslovov in jih nato naložil. To je stara taktika, ki običajno zahteva veliko ročnega pridobivanja podatkov, zdaj pa je to mogoče narediti takoj in je bolj uspešna kot kdajkoli prej. Javnost za to krajo domene ni izvedela iz tožbe konkurenta. Zato so izvedeli od Warda, saj se je s tem ponosno pohvalil na X-u. Drugim uporabnikom je celo dal načrt, kako izkoristiti prazne domene in jih spremeniti v sredstvo. V več kot 18 mesecih je Ward svojemu konkurentu uspešno speljal 3,6 milijona organskih obiskov iz iskalnikov. Z vrhuncem pri 490 tisoč zadetkih v enem mesecu je pokazal, kako avtomatizirati večino postopka, kar je ljudem omogočilo, da so kovali železo, dokler je bilo še vroče. Za mnoga podjetja so priložnosti povsod. Glavna taktika za to je ciljanje na nizkokakovostne, neaktivne strani, ki prejemajo malo prometa, znane tudi kot zombi strani. Ko potečejo, jih odkupijo in uporabijo za preusmerjanje prometa stran od matičnega podjetja neposredno h konkurentu. Zato ni treba, da bi bil v ozadju človek, ki bi usmerjal ta prizadevanja. Bot omrežja so programirana, da spremljajo proste domene, jih takoj prevzamejo in začnejo ustvarjati vsebino, medtem ko direktor še pije svojo jutranjo kavo. Vedno več spletnih strani prevzame vsebina, ki jo ustvari umetna inteligenca, zaradi česar se mnogi sprašujejo, ali je sploh še kdo doma. Zdi se, da je to preprost problem za rešitev. Večina vsebine, ki jo danes ustvari umetna inteligenca, je še vedno polna napak in jo je precej enostavno zaznati. Kljub temu, Google ni naredil ničesar podobnega kot marca 2024, ko je izvedel veliko čiščenje, da bi popravil povzročeno škodo. Razlog za to ni pomanjkanje virov. Sistem morda deluje točno tako, kot je bil zamišljen. Google ne zataji pri svojem delu, ujame vas v zanko vsebine, ki jo ustvari umetna inteligenca. In vse to počne iz enega posebnega razloga. V preteklosti ste v iskalniku tipkali besedo ali vprašanje in takoj dobili seznam povezav, med katerimi ste lahko izbirali. Razporedil jih je algoritem, začenši s tistim, kar je menil, da je najbolj uporabno. Bilo je preprosto, praktično in uporabnikom je ponudilo seznam možnosti, dokler niso našli prave. Tako je začel Google. Toda obstaja ena težava.
To je uporabno, vendar ni dobičkonosno. Google ni več skromen mali zagonski iskalnik, kot je bil na začetku. Je velikan z eno prioriteto – služiti denar. Ni trajalo dolgo, preden je bil Google iskalnik preplavljen z oglasi, kar je pomenilo, da so morali uporabniki natančno pogledati, ali je rezultat, na katerega klikajo, organski rezultat iskanja ali promoviran izdelek. Danes pa so ti kliki morda že nesmiselni. Morda mislite, da ima iskalnik eno nalogo, da vas pripelje na pravo mesto. Kaj pa, če vam za pravo mesto sploh ni treba zapustiti iskalnika? Rezultat brez klika je postal ideal za iskalnike, saj prinaša promet njim in nikomur drugemu. To je, ko uporabnik dobi vse podatke, ki jih je iskal, že na prvi strani, na katero pride. Ni potrebe, da bi kliknili katerokoli drugo povezavo. To se je skozi leta večkrat razvilo. Najprej z obogatenimi izrezki, ki ponujajo kratek besedilni povzetek iz vsake spletne povezave, nato pa še z informacijskim panelom, ki ponuja vizualno besedilo in analizo določenih tem pridobljenih iz iskalnega vmesnika, pogosto v sodelovanju s spletnimi mesti, kot je Wikipedija. Običajno je bilo informativno in je zadrževalo promet na Googlu. Potem pa je umetna inteligenca vse spremenila. Zdaj prva stvar, ki jo vidite, sploh ni vaš iskalni rezultat. To je povzetek umetne inteligence Googla, ki črpa iz različnih najboljših virov, da ustvari enega ali dva odstavka z besedilom, povezavami in podatki. In to se sliši uporabno, vendar obstaja eno veliko vprašanje. Od kod prihajajo te informacije in ali jim lahko zaupamo? Po nedavni študiji podjetja SparkToro je zdaj 58,5% prometa iz iskanja na Googlu brez klika. Ljudje dobijo vse informacije, ki jih potrebujejo, že na pristajalni strani, ne da bi sploh kliknili na povezavo. Anekdotična poročila učiteljev govorijo o učencih generacije Z in generacije Alfa, ki so odrasli z Googlom in uporabljajo pristajalno stran kot vsestransko orodje za vprašanja in odgovore. Ne znajo sami poiskati spletnih strani. In morda je to prav to, kar si Google želi – postati pristajalna stran ne le za iskanja, ampak za vse. Toda ljudje to opažajo in najdejo nenavadno zatočišče. Večina tistih, ki so imeli koristi od sprememb pri Googlu, so bile strani ustvarjene z umetno inteligenco in sam Google. Vendar pa obstaja ena velika izjema. Reddit. Spletna stran je bila vedno nekaj posebnega. Ločena od razcveta družbenih omrežij je le naslovna stran, vodena z algoritmi. Predvsem temelji na besedilu in ne na videu. Umetna inteligenca je omejena le na nekaj povzetkov. In to je povzročilo nepričakovano eksplozijo. Reddit je zabeležil večjo rast organskega prometa prek Googla kot katerakoli druga stran, s približno 132 milijonov na več kot 500 milijonov v samo enem letu. Razlog za to je preprost. Reddit je eno redkih mest na internetu, kjer ljudje še vedno predvidevajo, da se pogovarjajo z drugimi človeškimi bitji. Kombinacija enostavnosti objavljanja in splošne anonimnosti pomeni, da so ljudje tam bolj pripravljeni odkrito objavljati. Google je hitro opazil, da Reddit postaja zlata jama za organsko vsebino in ni dolgo čakal, da je sklenil dogovor. Februarja 2024 je Google ponudil $60 milijonov za podatke z Reddita. To Google omogoča, da uporablja objave z Reddita za učenje svojih modelov umetne inteligence in celo vpliva na rezultate iskanja. To je nekaj, kar je verjetno veliko stalo, kar kaže, kako dragocen je Reddit postal. Isto leto je Reddit kot javno podjetje prvič objavil četrtletni dobiček, predvsem zaradi porasta iskalnega prometa, a to bi se lahko izkazalo za dvorezen meč. Uporabniki Reddita so opazili nenavaden porast ponavljajočih se zgodb, ki se vse ukvarjajo z enakimi konflikti in imajo podoben slog pisanja. Uporabniki hitro opozorijo na zgodbe, za katere sumijo, da jih je ustvarila umetna inteligenca in na to objave ocenijo negativno, a jasno je, da bo to težak boj. Podatki Reddita so zdaj dragoceni, kar pomeni, da ista omrežja botov, ki so ga naredila za priročno mesto za iskanje, zdaj vidijo Reddit kot priročno mesto za izkoriščanje. Google meni, da lahko svoje težave reši z uporabo podatkov Reddita, vendar je morda internet že preveč pokvarjen za kaj takega. Ne glede na to, ali si uporabniki to želijo ali ne, je bil samo na Googlu v zadnjem času negativen odziv na to, da umetna inteligenca ni le v iskalniku, ampak tudi v e-poštnih strežnikih. Uporabniki dobijo povzetke svojih e-poštnih sporočil, ki jih pripravi umetna inteligenca, sistem pa jim celo predlaga verjetne naslednje vrstice med pisanjem. Mnogi so se pritožili, da je možnost izklopa teh funkcij težko najti in uporabljati, kar lahko vodi do veliko večjega problema. Skeptiki umetne inteligence že dolgo opozarjajo na možno krizo, imenovano kolaps modela.
To je pojav opažen pri učenju modelov umetne inteligence, kjer se strojno učenje na koncu začne učiti samo na sebi. Ker obdeluje toliko podatkov, absorbira velike količine neurejenih sintetičnih informacij. Ti napačni vnosi se nato znajdejo v rezultatih iskanja in napake se začnejo kopičiti znotraj sistema. Pri zgodnjem kolapsu modela se manjšinski podatki, ki ne ustrezajo večini, filtrirajo, zaradi česar je težje dobiti bolj specifične informacije. To je začetek konca. Pozna faza kolapsa modela je, ko velik jezikovni model začne izgubljati svojo uporabnost. Začne ponavljati napačne informacije. Postane ga težje popraviti in njegova učinkovitost se postopoma slabša. Nekateri raziskovalci to primerjajo s parjenjem v sorodstvu, kjer se genetska napaka prenaša znova in znova, kar vodi do izrazitejše in pogosto škodljivejše različice lastnosti. Preprosto povedano, umetna inteligenca začne hraniti sama sebe s svojimi najslabšimi podatki. Počasi razpada in Google bi lahko bil epicenter. Google ni samo največji iskalnik na svetu. Njegov edini pravi konkurent je on sam. Google ima približno 90% celotnega svetovnega prometa iskalnikov. Njegov edini pravi konkurent po številu poizvedb je YouTube, ki je prav tako v lasti Googla. Amazon in Yahoo imata več kot 1% celotnega prometa. Ogromno število poizvedb, ki jih Google vsak dan obdeluje, pomeni, da obdeluje količine podatkov, s katerimi se nihče drug ne more primerjati. In ti podatki so vse bolj sestavljeni iz vsebin, ki jih ustvari umetna inteligenca. Napake, ki so leta 2024 povzročile nenavadne odgovore o lepilu in kamnih, še niso bile odpravljene. Postajajo le še hujše. In to nas lahko pripelje do strašljive singularnosti. Ker se vsak dan pojavlja vse več vsebin, ki jih ustvari umetna inteligenca, postaja vse težje, da bi vsebine, ki jih ustvarijo ljudje, sploh imele kakšen vpliv. Pristna spletna mesta zdrsnejo še nižje po strani. Vsebina, ki jo ustvari umetna inteligenca, postane bolj izpostavljena, napake pa se povečajo, dokler glavni rezultati iskalnikov niso samo še umetno ustvarjene vsebine, namenjene samopromociji. Umetna inteligenca se uči na podlagi druge umetne inteligence. Ljudje pa iz Googla ne dobijo več tistega, kar si želijo. Dobijo tisto, kar želi Google, da dobijo. In kaj se v tem primeru zgodi z vsem človeškim znanjem? Evropska policijska organizacija Europol je sprožila alarm in to ni toliko zgodnje opozorilo kot zadnje opozorilo v sili. Pravijo, da bi lahko do konca leta 2026 kar 90% spletnih vsebin ustvarila umetna inteligenca. To se morda zdi pretirano in smešno, vendar je na skoraj vsakem družbenem omrežju množica vsebin, ki jih je ustvarila umetna inteligenca, pogosto namenjenih spodbujanju ali izzivanju sporov. In na milijonih zapuščenih spletnih straneh po vsem internetu se vsak dan ustvarjajo članki z umetno inteligenco, ne da bi jih kdorkoli sploh nameraval prebrati. Ne potrebujejo neposrednih bralcev, ker jih Google že spremlja in zato nekateri ljudje že začenjajo razmišljati vnaprej. Majhna skupina predanih spletnih veteranov se začenja usmerjati na nove strani, ki se izogibajo umetni inteligenci, čeprav z mešanimi rezultati. V zadnjih nekaj letih so se pojavili novi iskalniki, pri čemer sta Kagi in Marginelga najbolj izstopajoča. Oba se ponašata s tem, da sta iskalnika, ki temeljita izključno na človeškem delu, dajeta prednost nekomercialnim vsebinam in organskim iskanjem, z možnostjo uporabe algoritma, ki ga poganja umetna inteligenca. Podobno se je v svetu videoiger oblikovala majhna, a predana skupnost oboževalcev retro konzol, kjer lahko uporabniki igrajo starejše igre, s katerimi so morda odraščali. Večina ljudi stoji na razpotju. Obstajata dve možni poti naprej za internet. Ena je veliko težja od druge. Na eni strani je internet, ki ga ustvarjajo ljudje za ljudi, pod vodstvom zavestne človeške resničnosti. Toda ta pot prinaša veliko izzivov na svoji poti. Za začetek bodo potrebni oblikovalci, da zgradijo te nove spletne strani, in oblikovanje novih strani ni poceni. Tako bodo večina teh pobud morala bodisi računati na donacije ali pa prositi ljudi, naj plačujejo naročnine, v kar pa ljudi ni vedno lahko prepričati, še posebej, ko je druga možnost brezplačna. Obstaja star pregovor: če je nekaj zastonj, si ti izdelek. In to še nikoli ni bilo bolj res kot pri Googlu. Postajajo središče novega interneta, ki je vse bolj ustvarjen z umetno inteligenco in oblikovan z algoritmi, zgrajenimi na podlagi vaših podatkov. In ko se Google še globlje vgrajuje v vedno več spletnih strani ter širi svojo umetno inteligenco Gemini po celotnem ekosistemu, postaja njegov vpliv vse težje zaobiti.
Razen če uporabniki ne začnejo postavljati vprašanj o tem, kar jim je prikazano, se od tega oddaljijo in začnejo ustvarjati nekaj novega. Google ni edino mesto, kjer bi umetna inteligenca lahko naletela na slepo ulico. Ugotovite, kako se največji Googlov tekmec sooča s tempirano bombo v ogromni ločitvi od Microsofta, ki bo spravila OpenAI in ChatGPT v stečaj. Ali pa si namesto tega oglejte ta video.